Lepo pozdravljeni. Hvala za tele uvodne besede. Se pravi, jaz sem Barbara Piškur, prihajam iz Gozdarskega inštituta Slovenije in moja naloga danes je, da vam predstavim investicijski projekt Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, torej investicijski projekt za nove generacije, za nove tehnologije in za nove izzive in rešitve. Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih držav v Evropi in prebivalci Slovenije smo z razlogom lahko ponosni na naše gozdove, pa vendar naši gozdovi niso vsemogočni in so tudi ranljivi. Danes že omenjeni žledolom leta 2014 je iz naše novejše zgodovine. Žledolom je povzročil poškodovanost skoraj 50% površin gozdov. Dobrih 9 milijonov kubičnih metrov lesa je bilo poškodovanega in iz žledoloma je izhajalo 14 tisoč hektarov gozdov, površin, ki je bilo potrebnih obnove. In ker nobena zadeva ni tako črna, da ne bi mogla biti črna še bolj, se je po žledolomu zaradi oslabljenih in poškodovanih dreves so se pojavile bolezni in škodljivci. Najbolj je bila prizadeta smreka zaradi prenamnožitve podlubnikov, predvsem osmerozobega smrekovega lubadarja. In tako kot vidimo iz podatkov Zavoda za gozdove, sanitarni poseg je bil v zadnjih 20-30 letih največji po letu 2014. V letih, ki so sledile žledolomov, je velik del tega sanitarnega poseka odpadal na les, ki je bil poškodovan zaradi podlubnikov. Ti ekstremni vremenski pojavi sicer niso neka noviteta, so po zadnjih časih bolj ekstremni, bolj pogosti. Soočamo se torej s posledicami podnebnih sprememb, z višjimi temperaturami, daljšimi sušnimi obdobji, pomanjkanjem padavin oziroma kot te padavine so bolj ekstremne. Ena izmed simulacij areala razširjenosti dveh v Sloveniji zelo prisotnih in pomembnih drevesnih vrst, se pravi bukve in smreke, pokaže, da se bukev v naslednjih 80 letih in smreka, da se obe vrsti umikata na sever oziroma na vzhod Evrope, s tem, da so bile te simulacije narejene v najbolj prijaznih spremembah klimatskih, se pravi za povprečje dviga s temperature 1,5 stopinje Celzija. Pa da je stvar še bolj kompleksna, niso samo podnebne spremembe tiste, ki nas starajo oziroma ki nas bodo težile v prihodnosti, ampak v zadnjih 50-60 letih se močno povečujejo vsi trendi povezani z globalizacijo, se pravi povišana trgovina, večanje trgovine, turizem, premiki iz celine na celino. In to se odraža tudi to gre z roko v roki s premikom bolezni in škodljivcev, novih bolezni, novih škodljivcev, ki prihajajo na celine, kjer jih prej ni bilo. Jaz se oproščam, tale graf je malo slabši viden, ampak vidite pa trend. Opozoriti moram, da so to samo glive, to niso žuželke in vidi se jasen trend naraščanja novih bolezni v gozdovih v Evropi. Teh novih bolezni in škodljivcev se upravičeno bojimo in delajo se različni modelni izračuni in eden od teh modelnih izračunov za primer pojava in ustalitve enega karantenskega škodljivega organizma v Evropi je primer azijskega kozlička, Anaplofora glabripenis, zelo lepa žuželka, krasna je, ampak njene škode so lahko enormne in eni izračuni iz leta 2011, ki so bili narejeni s strani Evropske agencije za varno hrano in skupnega raziskovalnega evropskega središča, centra, pokaže, da bi kar 5% lesne zaloge nekaterih drevesnih vrst se izgubili. Nekatere od teh drevesnih vrst so tudi zelo pomembne drevesne vrste v Sloveniji. Iz tega bi izhajalo okrog 24 milijard evrov ekonomskih izgub, ki bi povzročile tudi milijardne izgube v ostalih povezanih sektorjih. Tukaj moramo poudariti, da pri teh izračunih ne vključujejo ali pa ne vključujemo največkrat ostalih funkcij, ki jih gozdovi nudijo, pa vemo, da so neprecenljive, da ni izračuna o vplivu na biotsko raznovrstnost in ne nazadnje tudi ne na socialno varnost in zdravje ljudi.
Ja, tam se malo boljš vidi. Mene osebno je najbolj prizadel oziroma presenetil en izračun iz leta 2018. Objavili so ga v Nature Communication, raziskovalci Seidel in sodelavci, kjer so preigravali različne scenarije zdajšnjih klimatskih spremembah in klimatskih spremembah v naslednjih 60 letih. Vključili so 5 različnih bolezni in škodljivcev, ki jih v Evropi ni oziroma so prisotne v omejenem obsegu. In ugotovili so, oziroma ti njihovi modelni izračuni kažejo, da bi vpliv, ki bi ga imele te bolezni in škodljivci na ponor ogljika v Evropi tolikšni, kot imajo vpliv sedaj skupaj vse vremenske ujme, podlubniki in požari skupaj. To, kar je Hojka povedala, jaz prihajam iz oddelka za varstvo gozdov, mi se ukvarjamo z boleznimi in škodljivci in nekako nam te številke povzročajo grozo. Verjamem pa, da je marsikdaj težko razumeti, da ti majhni organizmi lahko povzročijo take velike škode. Upam sicer, da smo se v zadnjih 2 letih na sicer malo bolj katastrofičen način naučili, da so mikroorganizmi tisti, ki imajo neko enormno moč, ne samo za zdravje ljudi, ampak tudi za zdravje gozdov. V Sloveniji smo že bili priča novim boleznim, novim škodljivcem. En tak primer je jesenov ožig, ki ga povzroča gliva Hymenoscifus fraxinus. Mislim, da smo se vsi že srečali v gozdovih z posledicami, ki jih ta gliva pušča. Gliva je prišla v Evropo pred 20 leti, 30, in sicer najverjetneje na Poljsko z uvozom okuženih sedik jesena iz Japonske. Ta bolezen se je razširila po Evropi kot stampedo. V Sloveniji smo jo zaznali leta 2004, v naslednjem letu so bile posledice vidne že po celi Sloveniji in vidite tudi iz podatkov Zavoda za gozdove, da sanitarni poseg velikega jesena po tem času tudi zelo strmo narašča. Veliki jesen v Evropi je zaradi te bolezni ogrožen. Po nekaterih opažanjih naj bi bilo samo 5% osebkov vseh jesenov, velikih jesenov v Evropi tolerantnih, neodpornih na to bolezen. Torej, rabimo prilagajanje in ustrezno odzivanje na podnebne spremembe in moramo ohraniti odporne in biotsko pestre gozdne ekosisteme. Ampak kaj lahko naredimo, da je v času in v situaciji, v kateri smo in v katera nas čaka, bodo naši gozdovi kos vsem tem tveganjem, ki prihajajo oziroma ki so že tukaj. V Sloveniji imamo dobro izhodišče, se pravi, gospodarimo z gozdovi na sonaraven način, spodbujamo mnogonamenskost gozdov, vzdržujemo genetsko in vrstno pestrost, imamo preventivne in kurativne ukrepe pred novimi boleznimi in škodljivci in menim, da je tudi zelo pomembno, da umetna obnova poteka s sadikami, ki so vzgojene iz lokalno pridobljenega semena in prvenstveno vzgojene v Sloveniji. Ampak nova znanja, novi podatki nam predstavljajo lahko izhodišča za nove pristope, nove rešitve za čas, ki prihaja. Kaj lahko še storimo torej v Sloveniji za bolj odporne in bolj zdrave gozdove? Ukrepi za genetsko varstvo gozdov, ki predstavljajo tudi nadgradnjo Slovenske gozdarske šole, se pravi, izbrati oziroma imeti moramo nabor čim večjega števila drevesnih vrst za posamezna rastišča. Pomladitveno sečno moramo usklajevati z masovnim obrodom ciljnih drevesnih vrst. Naravno obnovo moramo obogatiti z dopolnilno sadnjo. Vsekakor moramo ohranjati genetsko pestrost od sestoja in do sadne in iskati in kartirati, izbirati moramo drevesne vrste oziroma osebke, ki so bolj tolerantni, odporni na bolezni in škodljivce, ki prihajajo oziroma ki so tukaj že. Večati moramo število gozdnih semenskih objektov in imeti moramo kriterije, ki so ključni za odobritev gozdnih semenskih objektov za ohranjanje genetske pestrosti. Ključno je, da pridobivamo semena v času masovnega obroda in s čim večjega števila dreves.
Vsekakor moramo optimizirati sisteme dodelave, shranjevanja in kalitve semena in implementirati inovativne tehnike vzgoje sadik, predvsem tukaj kontejnerske in mikorizirane sadike in iskati tudi nove rešitve za vzgojo sadik. Vsekakor pa moramo tudi spremljati po sadni, kaj se z sadikami dogaja in kako sadike različnih provenienc v redni sadni tudi uspevajo. Gozdni genetski monitoring omogoča sledenje spreminjanja genetske pestrosti in vsekakor ga moramo implementirati v spremljanje sadnje in gozda in genetske pestrosti nasploh. Za genetsko varstvo gozdov moramo moramo implementirati novejše metode in tudi spremljati uspevanje provenienc v sestoju po sami sadni. Kar se tiče samega varstva gozdov, se pravi varstvo pred boleznimi in škodljivci, vsekakor moramo implementirati pristope novejše generacije za hitro diagnostiko bolezni in škodljivcev, se pravi, da jih detektiramo še preden povzročijo v gozdu škode, se prenamnožijo. Proučevati moramo različne populacije in dejavnike vpliva na izražanje patogenosti ali pa virulentnosti teh bolezni in škodljivcev. Rabimo pogoje za proučevanje najbolj nevarnih škodljivih organizmov za gozdove v visoko varovanih laboratorijskih pogojih, ki bodo omogočali, da izvajamo vedenjske poizkuse, teste patogenosti. Že imamo, ampak še rabimo poudarek na zbirkah podatkov, na genetskem materialu in zbirkah živih organizmov. Vse to pa so ključni podatki, vhodni podatki za modeliranje in simulacije širjenja škodljivih organizmov v Sloveniji. Vse to so v bistvu izhodišča za izvajanje učinkovitih ukrepov za ohranjanje in varovanje zdravja gozdov v prihodnosti. In zdaj jaz sem vam dolžna še iz naslova ta investicijski projekt. Se pravi, investicijski projekt Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov je investicija, ki bo omogočila nove površine za raziskovalno dejavnost, ki bodo vključevale infrastrukturo za razvoj gozdnega semenarstva, od pridobivanja semena, ekstrakcije, zaščite pred boleznimi in škodljivci, sušenje, shranjevanje, dodelavo ter kalitev semena, ki bo vključeval Center za gozdno drevesničarstvo, kjer se bodo izvajale analize sadik, mikorizacija, razvoj inovativnih tehnik vzgoje sadik ter vsa podporna laboratorijska infrastruktura, vključujoč rastlinjake in rastne komore. Nadalje diagnostični center za zdravje gozdov z visoko varovanimi karantenskimi laboratoriji in seveda Slovenska gozdna banka, vključujoč semensko banko. Investicija Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov predstavlja novo raziskovalno infrastrukturo v sklopu Gozdarskega inštituta Slovenije in je oziroma bo stičišče znanj, sodobne infrastrukture in strokovnjakov za naslavljanje raziskovalnih in razvojnih izzivov nove generacije in vse to z namenom ohranjanja in podpore odpornih gozdov v prihodnosti. Eden izmed ključnih elementov načrta za okrevanje in odpornost Evrope je tudi biotska raznolikost in prilagajanje oziroma blaženje na podnebne spremembe. In naš projekt, predstavljeni projekt Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov je bil prepoznan kot pomemben za blaženje, za obnovo in za ohranjanje biotske raznovrstnosti in je bil vključen v nacionalni načrt za okrevanje in obnovo EU.